Drage članice in člani, vesel sem, da se ponovno vidimo in hvaležen sem vam za vaš trud in energijo, ki jo vsak dan vlagate v rast Nove Slovenije. Res najlepša vam hvala. Od zadnjega kongresa pa vse do danes se je zgodilo marsikaj. Preživeli smo številne pretrese. Največji med vsemi je bil zagotovo naš odhod v opozicijo, ampak tudi takrat, ko smo odšli iz koalicije v opozicijo, smo na prvo mesto postavili Slovenijo. V letu od zadnjega kongresa, ki smo ga preživeli v vladi, pa smo izvajali ukrepe, ki so nujno potrebni za gospodarsko okrevanje. Prav je, da vsi vemo, kaj smo počeli in s čim smo začeli. Zmanjševati smo začeli proračunski primanjkljaj in urejati javne finance. Postavili smo temelje za sanacijo bančnega sistema. Izboljšali smo referendumsko zakonodajo, ki onemogoča politične blokade in medsebojno obračunavanje. Postavili smo temelje za boljše upravljanje državnega premoženja in nismo, to poudarjam, nismo dovolili dodatnega obremenjevanja naših državljank in državljanov. Seveda pa so se s padcem naše vlade te procesi ustavili. Procesi, ki so peljali gospodarskemu okrevanju, so se ustavili. Z novo vlado smo dobili nove davke in nove zaposlene v javnem sektorju. Slovenija je bila v času naše vlade na pravi poti. Tega vam ne govorim zaradi tega, da bi opravičeval naša dejanja, ampak ker mi to potrjujejo informacije, ki sem jih pretekli ponedeljek dobil na srečanju kluba 28 v Madridu. Ne razložim. Če sta bili Slovenija in Španija še pred 2 letoma v podobnem ZOS-u, obedve sta imela kaos v bančnem sistemu, obedve velik proračunski primanjkljaj in obe sesut nepremičninski gradbeni sektor. Ampak danes je razlika očitna. V Sloveniji smo še vedno žal v globoki gospodarski krizi, medtem ko so na drugi strani v Španiji se že kažejo prvi znaki gospodarskega okrevanja. Ko sem v ponedeljek vprašal španskega predsednika vlade Mariana Rajoya, kaj je tisto špansko čudežno zdravilo, mi je odgovoril, da zmanjševanje proračunskih odhodkov, zniževanje plač v javnem sektorju in sanacija bančnega sistema. A ni prav to tisto, kar je počela naša vlada? Absolutno je. Seveda pa je Rajoy ob tem tudi priznal, da so se v Španiji krize pa najprej lotili tako, kot se je loteva sedanja vlada, s povečevanjem davkov in niso želeli zmanjševati proračunske odhodke. Ampak ugotovili so, da ta način in ta princip enostavno ne daje rezultatov. Sedaj, kaj je odgovor? Slovenija je v krizi, kaj je odgovor na sedanjo krizo v Sloveniji in na sedanjo težko gospodarsko situacijo? Odgovor je zelo preprost. Krščanski demokrati so pravi odgovor. Zakaj? Preden vam odgovorim na to temeljno vprašanje, zakaj smo prav krščanski demokrati odgovor na sedanjo situacijo, je prav, da nekaj rečemo o krščanskih demokratih in pa o razlikovanju, o svetovnem razlikovanju političnih strank. Saj veste, da se v Sloveniji stranke delijo na levo in desno in ta delitev izvira iz tega, kakšen odnos imamo do zgodovine. Ampak v svetu se stranke delijo na podlagi tega, kakšno vlogo države v družbi zagovarjajo. Če sedaj odmislimo slovensko posebnost in se osredotočimo samo na svetovno ureditev, bi lahko rekli, da levica oziroma socialisti zagovarjajo veliko vlogo države v družbi, na drugi strani pa desnica oziroma liberalci zagovarjajo majhno vlogo države v družbi. In kam se sedaj umeščajo krščanski demokrati? Na sredino med te dve grupacije. In pravijo krščanski demokrati, da je države potrebno natančno toliko, kot je potrebno. Nič več in nič manj.
Če socialisti na eni strani zagovarjajo visoke davke, da država zbere čim več denarja, ki ga potem lahko razdeli med svoje državljane, na drugi strani liberalci zagovarjajo trg, ki naj bi poskrbel za vse stvari. Ampak krščanski demokrati pa pravimo, da je država dolžna ustvariti enake izhodiščne štartne možnosti za vse, potem je pa stvar naših talentov, da te možnosti in priložnosti izkoristimo. Ako se znajdemo v težavah, ko sami zase ne moremo poskrbeti, takrat se znova vključi država. To so bistveni koncepti krščanske demokracije. Krščanski demokrati torej zagovarjamo socialno-tržno gospodarstvo, ne samo socialno in ne samo tržno. Torej ne plansko-socialistično in prav tako ne neusmiljeno kapitalistično. Zato je aksiom krščansko-demokratske ekonomske politike malo pred velikim in privatno pred državnim. Torej, gremo zdaj na odgovor, zakaj smo krščanski demokrati odgovor na sedanje izzive. Zato, ker natančno vemo, da lahko potrošimo le toliko, kot ustvarimo. Ker vemo, da višji davki ne rešujejo Slovenije. Ker vemo, da si lahko privoščimo takšno javno upravo, kot jo lahko plačamo. Ker vemo, da se mora država umakniti iz gospodarstva in ker vemo, da mora država ustvariti enake priložnosti za vse in ker poskrbimo za najšibkejše. Če želimo rešiti Slovenijo, se moramo ukrepiti. Slovenijo se žal ne da rešiti s 4 poslanci. Slovenijo pa lahko rešimo, če postanemo največji. Jaz vem, da je to mogoče, zato je moj cilj, da je Nova Slovenija v 10 letih največja in najmočnejša politična sila v Sloveniji. Mene ne zanima nična stranka, ki bo ves čas svojega življenja vegetirala med 5 in 10%, mene zanima, da postane krščanska demokracija najmočnejša sila. Tisti, ki mislite, da je kaj takega nemogoče, potem in si predstavljate, da so to le pravljice za lahko noč, bi vas rad spomnil na en današnji poseben dan. Danes je 9. november in leta 1989 je padel na ta dan Berlinski zid. Še en dan prej, 8. novembra, ni nihče verjel, da je kaj takega mogoče. Najverjetneje tudi številni danes izmed vas ne verjamete, da je mogoče, da Nova Slovenija, krščanski demokrati, postanemo največja stranka v Sloveniji. Jaz pa trdno verjamem, da se bo to zgodilo. Imamo znanje, imamo voljo in imamo ljudi, ki lahko te cilje uresničijo. Ta ambiciozen cilj bomo dosegli, če bomo sledili 3 stvarem. Prvič, nujno moramo postati samozavestnejši. Kako bomo sicer širili ogenj navdušenja in navduševali druge, če sami ne bomo verjeli v to idejo? Drugič, utrditi in prenoviti moramo lokalne odbore, ker vsako močno drevo potrebuje tudi močne korenine. In tretjič, jasno moramo predstaviti našo ekonomsko politiko. Ljudje morajo natančno vedeti, ko volijo krščanske demokrate, volijo nizke davke, majhno javno upravo in umik države iz gospodarstva. Popolnoma jasno nam je, da nam bodo na tej poti številni metali polena pod noge. Nekateri bodo to počeli iz zavisti in nevoščljivosti, drugi zaradi bojazni pred izgubo oblasti. Uporabljali bodo preverjene stare metode uničevanja nasprotnikov. Najprej diskreditacija, nato politična likvidacija.
Sam sem bil v preteklem letu deležen številnih napadov, v katerih se me je poskušalo diskreditirati, da bi me potem kasneje lažje politično uničili. Obstaja medij, ki celo načrtno, redno in sistematično poroča in ustvarja dvome v moje delo. Spoštovane članice in člani, res se obračam na vas in vas sprašujem, komu bolj verjamete, svojemu lastnemu članu ali tistim, ki nam želijo škodovati. Iskreno, res iskreno, pa vas prosim, da mi verjamete in zaupate, da vse, kar sem počel v preteklem letu, sem počel v dobri veri in z iskrenimi nameni. Dragi prijatelji, naša prihodnost in prihodnost naših otrok je odvisna od nas vseh. Ne samo od tega vodstva, ki sedi za to mizo, ampak od vsakega člana posebej. In ker bomo v prihodnjih dneh praznovali, ali pa je slab izraz, ker bo v prihodnjih dneh minilo 50 let od atentata na znamenitega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, mi dovolite, da za konec parafraziram njegov znameniti govor in ga prilagodim na naš današnji kongres. In rečem naslednje. Ne sprašujmo se, kaj lahko stranka naredi za nas, ampak se vprašamo, kaj lahko mi storimo za rast krščanske demokracije. Močnejši krščanski demokrati so najtrdnejše zagotovilo za lepšo in svetlejšo prihodnost Slovenije. Bog vas živi.